Pozdravljeni vsi skupaj. Zdaj vas pozdravljam na četrtem predavanju društva SMUL. To je svetovna mreža Univerze v Ljubljani, ki povezuje raziskovalce, pedagoške delavce in druge z Univerzo v Ljubljani. Jaz vas pozdravljam tukaj iz francoskih Alp, kjer sem v Franciji, trenutno sem moje ime Alenka Čopič, tule smo zdaj na smučanju v francoskih Alpah. In sem zelo vesela, da ste se nam vsi pridružili na tem četrtem predavanju Znanost za vse, kjer vabimo člane društva SMUL, da predavajo za Univerzo v Ljubljani in za vse druge člane. In tokrat sem zelo vesela, da se nam je javil kot predavatelj dr. Andrej Prša, ki je profesor in raziskovalec na Univerzi Villanova v Filadelfiji v Združenih državah Amerike, kjer se ukvarja z astronomijo. Nam bo več povedal o svojem delu, o svojem predavanju, tako da bom prepustila njega, da vam pove o tem, kaj dela. Andrej je doktoriral na Univerzi v Ljubljani, tam je tam diplomiral in dobil za svoje diplomsko delo Prešernovo nagrado, potem je zelo uspešno doktoriral in je potem šel na postdoktorsko delo na Univerzo Villanova, kjer je bil tudi zelo uspešen, tako da so ga tam kar povabili, da bi tam ostal, in je že leta 2009 se tam zaposlil kot asistent in potem napredoval, tako da zdaj ima službo rednega profesorja na Univerzi Villanova, kjer vodi veliko raziskovalno skupino in je zelo uspešen na področju astronomije, objavlja, mene je zelo presunila številka, da objavlja že več kot 250 znanstvenih člankov, ki so tudi visoko citirani, je član večjih pomembnih astronomskih mrež. Poleg tega je pa tudi, se veliko ukvarja tudi z nekako približevanjem znanosti širši publiki, tako da tam tudi na Villanova univerzi predava ne samo študentom astronomije, ampak tudi študentov humanistike in drugih in sociologije, to se pravi družboslovnih in naravoslovnih ved. Tako da mislim, da je res idealen predavatelj, da nam tukaj zdaj predstavi svoje delo za širšo publiko, kot rečeno znanost za vse. Tako da se zelo veselim njegovega predavanja, ker bo nam predaval o prekrivalnih dvojnih zvezdah, kar je njegova specializacija. Pa malo tudi v astropotresih, o astrosezmologiji, to mene zelo zanima. Mogoče bomo tudi kaj o eksoplanetih slišali. V glavnem, Andrej, najlepša hvala in se zelo veselim tvojega predavanja. Prepuščam ti besedo. Hvala lepa, Alenka. Čudovit napovednik, seveda nekoliko precenjen, bom rekel, ampak vsekakor najlepša hvala. Moja ideja, živijo, Andrej, moja ideja je, da današnje predavanje je, bom rekel, vsaj nekoliko dvosmerno. Saj mi je čisto jasno, da glede na izzive, oddaljenost in vsega ostalega se to ne da zares narediti, ampak prosil bi, da če imate kakšno vprašanje, me kar pogumno prekinete. Skratka, ni treba čakati do konca predavanja. Če je karkoli, kar vas bolj zanima, me kar pogumno prekinite in lahko začnemo govoriti. Zdaj pa, da jaz vidim, če tole lahko spravim takole. Zdaj, da vidimo. Tako. A vidite vsi moj zaslon? Ja, se vidi. Odlično. No, kar si želim danes, je predstaviti vam vlogo prekrivalnih dvojnic v astrofiziki. Kajti velikokrat, ko se pogovarjam z ljudmi, s čim se ukvarjam, se vsem zdi, da gre za neko marginalno vejo astronomije, kjer je za mene sicer mogoče zanimivo, za širšo publiko pa zagotovo, da ne. No, in rad bi vas poskusil prepričati, da temu ni zares tako. No, začel bi z vprašanjem. In moje vprašanje
predvsem za tiste, ki niso vsak dan v astronomiji, je naivno preprosto. Kako bi vi pomerili mase in radije zvezd? Se pravi, vedoč, da so zvezde resnično izjemno daleč in da se jih težko vidi, vprašanje je, kako bi pomerili te mase in te radije zvezd. Seveda, vprašanje je tudi, zakaj je to pomembno. Pomembno je zaradi tega, ker zvezde so osnovni gradniki celotnega vesolja. Se pravi, galaksije so skupki mnogo stotin milijard zvezd in potem imamo mnogo stotin milijard galaksij v vesolju. Tako da je čisto jasno, da jih je dobro razumeti, če hočemo razumeti vesolje. No in to je zanimivo vprašanje in nanj bom odgovoril še malo kasneje, ampak dajmo najprej začeti razmišljati o dvojnih zvezdah. Se pravi, kakšen je pomen dvojnih zvezd? Se pravi, tukaj ne govorimo o prekivalnih dvojnicah, le o dvojnih zvezdah. No in seveda tukaj vidite mnogo stvari nametanih skupaj, ampak želim se vsaj za hipec ustaviti pri vsaki, ker zdi se mi, da glede na zainteresiranost publike utegnejo kakšne od teh stvari biti še posebej zanimive. Recimo, prva stvar je pogostost. Ljudje se redko zavedajo izven znanstvenih krogov, vsaj, da so zvezde v večini, v dvojnih in večzvezdnih sistemih. Se pravi, če gledamo zvezde podobne Soncu, izkaže se, da je približno 60% vseh teh zvezd v dvo- ali več zvezdih. Se pravi, če pogledate naključno gor na nebo, je večja verjetnost, da boste videli dvojno zvezdo, kot pa enojno. In naše Sonce potem takim je nekakšna izjema. In že zaradi tega, če me vprašajo, s čim se ukvarjam, in rečem, ukvarjam se z strukturo vesolja, ki je večinska, ne pa v manjšini. Lepota dvojnih zvezd je seveda tudi v tem, da so vsi možni spektralni tipi zastopljeni. Spektralni tipi so način, kako astronomi ločimo zvezde po barvi. Se pravi, če je barva rumena, rečemo, to je spektralni tip G, če je bolj modra, rečemo, da je to spektralni tip O, če je bela, je spektralni tip B in tako naprej. Se pravi, gre samo za klasifikacijo po barvi, barva seveda pa ustreza površinski temperaturi zvezde. In dvojne zvezde so absolutno nediskriminatorne. Se pravi, kakršenkoli spektralni tip zvezde utegne biti, lahko je v dvojni zvezdi. Stvar, ki je seveda burila in domišljijo in dejanskost vsakdanjost, bom rekel, v zadnjih nekaj letih so gravitacijski valovi. Če hočete dobiti gravitacijske valove, potrebujete dvojne zvezde, kajti dvojne zvezde, sicer kompaktne dvojne zvezde, bodisi nevtronske zvezde, bodisi črne luknje, pri zlivanju skupaj povzročijo gravitacijske valove, ki jih potem lahko zaznamo in nadalje študiramo. Trenutno nekoliko neprijetna situacija v astronomiji je, da evolucijo zvezd pripisujemo predvsem enojnim zvezdam in pozabimo na vplive dvojnosti in večzvezdnosti. To je načeloma ok, zaradi tega, ker dokler zvezdi v dvozvezdi nista preveč blizu, enostavno rečemo, ja, pa sej ni tako, da preveč vplivata druga na drugo, zaradi tega je ta približek še vedno v redu. Ampak kot sem ravnokar povedal, 60% zvezd podobnih Soncu je takih, da so v dvozvezdih, kar pomeni, da interagirajo, in če interagirajo, lahko da tudi vplivajo na vse splošno evolucijo, ne samo tega sistema, ampak preko lastnega sistema tudi na celotno galaksijo. In je pomembno, da jih upoštevamo. Ker so razdalje tako dobesedno astronomske, je seveda pomembno, kar se da dobro jih določati. In danes imamo sicer zelo dobre metode določanja tudi brez
dvojnih zvezd, kot čisto konkretno paralaksa in recimo Gaia je misija, ki lahko pomeri oddaljenosti kar dobro. Ampak pri teh direktnih metodah, pri merjenju kota in kako se premika, še vedno dreznemo v problem, da bo ta oddaljenost, se pravi razdalja, ki jo pomenimo, odvisna od razdalje same. Se pravi, natančnost, s katero lahko določimo razdaljo, bo odvisna od razdalje same. Pri dvojnih zvezdah to ni tako. Izkaže se, da če mi znamo pomeriti, kako svetlo vidimo to zvezdo, in če znamo z modela izluščiti, kako zares je svetlo, se pravi, kakšen je njen izsev, potem lahko zelo natančno določimo tudi razdaljo do te zvezde. In dokler vidimo dvojno zvezdo, lahko določimo razdaljo do nje brez kakršnih koli umeritev dodatnih in seveda prej ali slej nam bo zmanjkalo fotonov in zato ne dela to za kozmološke razdalje, ampak vsekakor za razdalje znotraj galaksije in znotraj bližnjih, torej do bližnjih galaksij, pa ni noben problem. Zanimiv aspekt je tudi aspekt modrih in rumenih velikank. Gre za velike modre in rumene zvezde, ki po vseh pravilih ne bi smele obstajati. Bi morale že odživeti svoje življenje in se razviti, ampak vseeno obstajajo. In ljudje so si dolgo časa praskali glavo, kako lahko obstajajo. Izkaže se, da je odgovor zelo preprost. Gre za dve manjši zvezdi, ki sta se zlili v eno večjo in ta zvezda potem živi kot zvezda glavne veje in kljubuje pravilom evolucije, ki sicer velja za druge zvezde. Večina nov in večina supernov, ja, dvojne zvezde. Ne sicer vse, priznam, obstajajo supernove, ki so enojne zvezde, ampak tiste, ki so najbolj zanimive za nas, morda ste slišali, tip 1A, pa gre za zvezde, kjer se snov pretaka z ene zvezde na drugo, dokler masa te zvezde ne preseže kritične meje, tako imenovane Chandrasekharove meje, kjer potem pride do te velike eksplozije in dobimo supernove. Zanimivo je seveda opazovati dinamično interakcijo med zvezdama. Gre za gravitacijski in plinski vpliv, kako se potem tirnice obeh zvezd spreminjata in kaj iz tega lahko izluščimo, se pravi, kakšna je notranja struktura zvezd, kako preprosto je predstavljati si zvezde kot plastelin in kaj lahko stisnemo, kaj lahko popustimo, kako se interakcija potem odvija naprej. Alenko bom moral razočarati, žal ne bom govoril o eksoplanetih, kljub temu, da se ukvarjamo, ampak časa imam le teh 40 minut približno, tako da jih bom pa le omenil. Še posebej zanimivi za nas so planeti okoli dvojnih zvezd, ki se ne vrtijo le okoli ene ali okoli druge zvezde, temveč okoli obeh zvezd. Razni pojavi na površini, če vas zanimajo pege, izbruhi, rotacija, vse te stvari lahko študirate znotraj dvojnih zvezd, zaradi tega, ker vam gravitacija pomaga ločiti med prispevkoma obeh zvezd. Če vprašate lovce na eksoplanete, ponavadi jih glava boli od dvojnih zvezd, zaradi tega, ker to je njihova najbolj pogosta kombinacija. Gre namreč za to, da če dodate eno šibko dvojno zvezdo nekam v polje, kjer je zvezda, ki njih zanima, se zna zgoditi, da ta mrk, ki jo povzroča dvojna zvezda, če pride do prekrivanja, je na las podobna eksoplanetom. In zaradi tega morajo lovci na planetu biti še kako previdni, da razumejo razlike. Potem druge stvari, ki so zanimive, so plinske oscilacije, se pravi zvezdi, ki sta na zelo sproščenih tirih, kar se lahko zgodi, da pridete tako blizu, da ena povzroči oscilacije na drugi. Se pravi, če je frekvenca lastne oscilacije dovolj blizu tej usiljeni oscilaciji od orbitalnega gibanja, potem pride do teh oscilacij in seveda posledično lahko vidimo utripanje zvezd. En od najbolj pomembnih aspektov dvojnih zvezd so osnovni parametri, o tem bom govoril, tako da trenutno bom to preskočil.
Seveda pa bi rad omenil, da dvojne zvezde so še na začetku. Imamo večzvezdne sisteme in ko imamo večzvezdne sisteme, je dinamika še toliko bolj zapletena, ampak tudi toliko bolj zanimiva. Lahko študiramo tudi magnetna polja, kajti zelo pogosto opažamo sklopitve med dvema zvezdama preko magnetnih polj in potem interakcijo, kako se zvezdi bližata drugi, zaradi tega, ker prihaja do disipacije energije. Ravno tako v dvojnih zvezdah vidimo vse možne izsevne razrede ali izsevnostne. Oprostite, moja slovenščina je vendarle 12 let stara, tako da mogoče malo zarjavela. Izsev zvezde je lahko bodisi kot zvezda glavne veje, bodisi nadovjaknja, bodisi pritlikavka in spet v dvojnih zvezdah bomo našli vse te razrede. Zanimivo je opažati tudi napovedi, ki so sicer bile napovedane za asteroide, to so te Kozajevi cikli, ki nam potem povejo, kakšna je dolgoročna evolucija, se pravi, kako razložimo, da zvezde lahko nastanejo na večjih razdaljah in potem preko teh Kozajevih ciklov se potegnejo bližje skupaj. Se pravi, mora biti trozvezdje in kako tretja zvezda počasi bliža drugi dve zvezdi v tesno dvozvezdje. Še eno zanimivo področje so zvezdne populacije. Tukaj gre za ugotavljanje, kako večzvezdnost vpliva na kratkoročni razvoj zvezd, recimo v kopicah, v razsutih kopicah, v kroglastih kopicah, kako se ta razvoj potem spremeni zaradi tega, ker imamo več zvezdne sisteme. Če boste vprašali opazovalne astronome, vam bojo hitro priznali, da so zaradi vsega naštetega dvojne zvezde eni od najboljših laboratorijev zvezdne astrofizike. Bilo bi čudovito, če bi lahko imeli zvezde v laboratoriji, da se jih da prijeti, pa potipno, mogoče ne bi bilo luštno, ampak vsaj tako znanstveno fantastično bi bilo srčkano, če bi se dalo, ampak v resnici je to najbližje, kar lahko naredimo. Kajti fiziko dinamike zelo dobro razumemo še iz Newtonovih časov in potem vse, kar je naprej, so pa Maxwellovski prijemi, da razumemo še vse ostalo. In ravno zaradi tega, ker so tako dobri laboratoriji, dvojne zvezde uporabljamo kot umerjevalce celotne astrofizike. In dokončno, kot sem že rekel, če hočemo razumeti galaksije, če ljudje rečejo, jaz nisem zvezdni astronom, jaz sem galaktik, rečem, seveda, samo ne pozabiti, kaj je osnovni element vsake galaksije. Tako da upam, da res namenoma sem si vzel čas s tem enim samim slajdom, da probam vsaj približno orisati, kako multidimenzionalen pomen dvojnic je v moderni astronomiji. Seveda se pa samo ukvarjam z prekrivalnimi dvojnicami. Prekrivalne dvojnice so navadne dvojnice, kjer imamo to srečo, da je naš pogled poravnan z ravnino tirnice dvojne zvezde. In tisto, kar se zgodi, je, ko se zvezdi prekrivata, imamo mrk, kar vam na zgornjem grafu kažem, je na X osi je čas, na Y osi je gostota svetlobnega toka in iz oblike tega mrka, trajanja tega mrka, razmerja globin teh dveh mrkov, lahko izluščimo osnovne parametre, ki so nam sicer skriti. Recimo, intuitivno si lahko najbrž mislite, da iz dolžine trajanja mrka lahko sklepamo o velikosti obeh zvezd. Da iz razmerja med mrkoma lahko sklepamo o razmerju temperatur obeh zvezd. In tako naprej, in tako naprej. Lahko iz teh najbolj osnovnih opazljivk izluščimo parametre, ki nam omogočijo potem določiti izsev obeh zvezd in s tem razdalj in vseh ostalih osnovnih parametrov. No, seveda, to vidite, da je izračunano iz modela in vprašanje je, ja, prav, no, a vidimo kaj takega tudi zares v naravi? Ja, vidimo.
Evo, takole vidimo. Kažem vam dva najboljša trenutna posnetka dveh tesnih dvozvezdij. En je Algol, beta Perseja, drugi je pa Šeljak oziroma beta Lyrae. In tole so interferometrične meritve. Se pravi, gre za sklop velikih teleskopov, da bi lahko nam povečal te bližnji dvozvezdji dovolj, da lahko rečemo, ja, veste, vidimo točno, kaj se dogaja. In če pogledate te slike, vam je najbrž takoj precej prepričljivo, da z direktnim opazovanjem ne bomo te dosti dosegli. Kajti, če je tole najboljš, kar lahko naredimo, to seveda ne bo dovolj za potrebe detaljne analize. Ne? K sreči imamo pa veliko boljše. In to so svetlobne krivulje dvojnih zvezd. Tukaj vam hočem pokazati svetlobne krivulje nekaj primerov, ki jih je opazovala ta zadnja pregledovalka neba, ki se imenuje TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, ki vam bom pokazal v kratkem, kako opazuje, ampak tisto, kar vidite, recimo, upam, da vidite mojo miško na zaslonu? Ja, vidimo. Odlično. No, tukaj vidite recimo, da so mrki zelo ozki in čas med mrki precej dolg. Vidite tukaj, da se skrajšajo, še bolj krajšajo. No in če vzamem periodo in lepo narežem to časovno zaporedje in zložim vse skupaj, potem dobim fazno krivuljo, ki jo kažem tule na desni strani vsakega časovnega zaporedja. No in če gledamo fazno krivuljo, potem iz te oblike in razmeri in tako naprej lahko izluščimo vse sorte parametrov. No in vidite recimo, da nekatere se zelo lepo pofaznijo. Tale primer E, ki ga kažem dol, je primer plinsko usiljene oscilacije, o katerih sem prej govoril. Če koga zanimajo recimo izbruhi na zvezdi, vidite tlele, da imate lepo vašo dvojnico, ki se prekriva in pol naenkrat imate tale ogromen izbruh, ki ga lahko potem študirate. Tukaj imate recimo eno od komponent, ki utripa, potem trozvezdje, ki se vsaka zvezda prekriva vsako, zaradi tega imate še te dodatne mrke. Potem imate pa še take nore sisteme, kot je tale I, ki je 4-zvezdni sistem, ki je precej tesen in tega se seveda ne da pofazniti, če zdaj mi ni jasno, kako je članek šel skozi referiranje, skupaj s tem so nam dovolili objaviti tega smeškota. Sem prav ponosen, da to je moj največji znanstveni dosežek, da sem tega smeškota uspel v objavo spraviti. Naj vam pokažem eno luštkano zvezdico, da vam pokažem, kakšna je trenutna natančnost meritev. Se pravi, nekaj takega dobimo satelita in potem, če to pofaznimo, vidimo, da zgleda nekaj takega in takoj, že na prvi pogled je jasno, da tle imate vozle v tem utripanju. Tako da, če povečam recimo ta zgoren del, vidite takoj, da te oscilacije res tako čudovito utripajo, da je čisto jasno, da če naredite kakšen Fourierjev spekter teh oscilacij, da se lahko zelo veliko naučite o lastnih frekvencah take zvezde. Se pravi, in to je ta del astroseizmologije, s katero se lahko ukvarjamo. No in da vam pokažem, koliko je to zares komplicirano, to, kar vidite, je slika našega Sonca. In to vam da zamisliti, da ni tako preprosto, kot se na prvi pogled mogoče kaže, da mi enostavno predpostavimo, da so te zvezde navadne krogle, ki svetijo z enako svetilnostjo, se nikoli nič ne spreminja in je to vse, kar je. Kot vidite, imamo svetle dele, imamo temne dele, imamo izbruhe, te protuberance, vse sorte in
poskusiti vse te stvari opisati je seveda izjemno zahtevno. No, in zaradi tega, da bi pomagali ljudem, da se ne rabijo ukvarjati z opisom vsega tega, smo razvili kodo, ki rečemo FIBI, je Physics of Eclipsing Binaries, je nekoliko neposrečeno ime, ampak se je prijelo. In ideja tega programskega paketa je, da poskušamo zmodelirati vse te komplikacije, ki obstajajo v naravi, na kar se da kredibilen fizikalen način, zato da se potem ostali lahko osredotočijo na modeliranje njihovih dvojnic, kot pa na fiziko, ki je v ozadju. In seveda tukaj absolutno ne bi bilo fair, da bi si prilastil to. Tukaj vam pokažem vsaj del skupine, ki se ukvarjala s temi problemi. Kličemo jih pršice na Villanovi. In od postdokov preko podiplomskih študentov do diplomskih študentov, ki nam pomagajo pri vsem tem. Tisti, ki ste v Ljubljani, boste mogoče spoznali tudi kakšne znane ljubljanske obraze. Imate Martina tukaj in Angelo, ki sta oba sodelovala in še vedno aktivno sodelujeta pri razvoju, tako da je res čudovito. Kar je pa cilj vsega tega, je dobiti osnovne parametre zvezd. In to vam hočem zdaj pokazati, se pravi, osnovni parametri zvezd so mase, radii, temperature, izsevi. In izkaže se, da v astronomiji do danes ni boljšega načina, kako dobiti te parametre. In kar vam kažem tukaj, je recimo odnos med maso na X osi in radijem zvezde na Y osi. S črtkasto črto vam kažem, kje se zvezde ustalijo na glavni veji diagrama. To je mesto, kjer začnejo zlivati vodik v helij in živijo svoje milijarde let, ki je danih s tem zlivanjem. In velikost, se pravi, natančnost vsake te točke je manjša od samega simbola. In vsaka točka, ki jo vam tle kažem, je iz prekrivalne dvojnice. Če vam pokažem najboljšo alternativo, kar je interferometrija, bom vzel vse te črne pike in jih pobarval tukaj z belo, se pravi, to so te beli simboli, s črnimi simboli skupaj z natančnostjo pripisano, so pa z interferometrijo. In vidite, da interferometrija se načeloma strinja, ampak seveda da vam znatno večje, se pravi, nezanesljivost je znatno večja kot pa sicer. Podobno lahko naredimo s temperaturo, recimo, če vam pokažem temperaturo in maso, vidite lepo zvezdno zdajle. Temperaturo je težje določati kot maso, zaradi tega, ker gre za spektroskopsko meritev, zaradi tega vidite to napako v X osi. Ravno tako lahko pogledamo temperaturo v odvisnosti od radija. Nadvse zanimiva je pa masa v odvisnosti od izseva. Kajti prvi pogled bi vam rekel, ja, pa saj nekaj razsutosti tle je, nekaj merske napake tukaj vendarle je. Zato, če pogledamo en takle kvadratek, recimo, in povečamo en tak kvadratek, zdajle bomo videli to razsutost skupaj z oceno napake. In tisto, kar je pomembno videti tukaj, je, da ta razsutost ni posledica merske napake, ampak gre za nekaj fizikalnega, kar ustvarja to razsutost. In ko smo tole študirali na začetku, ni bilo čisto jasno, kaj to povzroča, potem smo se seveda naučili, da gre za vsebnost težjih kovin, ki določa, a ste na nižjem delu ali ste na višjem delu tega. Tako da
a imamo natančnost v masi in izsevu 1% ali 5%, je še kako pomembno. Kajti, če nimamo natančnosti, ki jo potrebujemo, ne bomo uspeli izluščiti vse podrobnosti fizike, ki jo sicer rabimo. In zaradi tega je tako pomembno, da so naši modeli kar se da prepričljivi. Koliko zvezd imamo? Ja, cel kup. Recimo to, kar vam tukaj kažem, je izkupiček misije Kepler. Kepler je tudi bila misija, ki je opazovala, ki je iskala eksoplanete, ampak seveda zaradi tega, ker je metodologija povsem analogna za nas, smo opazovali tudi zelo veliko dvojnih zvezd. Kepler je zrl v en kos neba 4 leta in to je izkupiček, ki ga tukaj kažem. In ostro oko najbrž lahko opazi, da je na spodnji desni strani več zvezd kot na zgornji levi. Tukaj vidite, ta odvisnost je zaradi tega, ker je spodnji desni del bliže galaktični ravnini, zgornji levi pa dlje od galaktične ravnine. No, še zadnja stvar, ki vam jo hočem pokazati, kot zanimiv motivator, je, kako bi izračunali pošteno oceno populacije dvojnih zvezd. To je namreč zelo težko vprašanje. Znamo prešteti prekrivalne dvojne zvezde. Vemo, da je verjetnost, da bo dvojna zvezda prekrivalna približno 2%. Tako, če naredim povprečje čez vse galaktične širine, bom dobil približno 2%. Ampak v resnici to ni dovolj informativno, če hočemo vedeti, kakšna je poštena ocena populacije vseh dvojnih zvezd. No, in to je projekt, na katerem trenutno delamo in vam hočem pokazati prve rezultate. Se pravi, ideja je, da vzamemo najboljši trenuten model galaksije, ki obstaja. Recimo, galaksija je en tak model galaksije in ta galaktični model je samo in izključno za enojne zvezde. In zato ga uporabimo kot vir za črpanje teh primarnih zvezd v dvojnici. In potem potrebujemo vse druge stvari. Recimo, kakšne so lastnosti tira, kakšni so združitveni zakoni, se pravi, kakšne dve zvezdi lahko damo skupaj. Koliko pogosto to moramo narediti za dvojnice, za večzvezdne sisteme in tako naprej. K sreči, opazovalci ne počivajo in zaradi tega imamo 3 osrednje opazovalne raziskave iz leta 2010, 2013 in 2017, ki so naredile sistematičen pregled in poskušale odgovoriti na ta vprašanja, kakšne so lastnosti tira, kakšni so združitveni zakoni in tako naprej. Zdaj bom preletel, namesto da se bom ustavil ob vsakem, bom preletel in bom samo osnovne karakteristike orisal, zato da dobite občutek. Prva zanimivost je, da delež zvezd v dvo- in več zvezdih zavisi od same zvezde, od mase zvezde. Najbolj masivne zvezde so te, ki so na levi strani. Na X osi vam kažem spektralni tip, na Y osi vam kažem frekvenco dvojnosti ali večzvezdnosti. In vidite, da je veliko več dvojnosti in večzvezdnosti pri masivnih zvezdah, kot je pri manj masivnih zvezdah. In drugi dve študiji kažeta isto, se pravi, najtežje zvezde se najlažje najdejo v večzvezdnih sistemih in tudi tretja raziskava kaže na isto. Naslednje vprašanje, kakšna je porazdelitev orbitalnih period? Našli so, da so orbitalne periode dvojnih zvezd približno log gaussovsko porazdeljene. Opazite tle na X osi, da je tole v logaritemski skali in v dnevih, se pravi recimo vrh te gaussovke je približno 10⁵, se pravi približno 100.000 dni je vrh te gaussovke, kar pomeni, da če mi gledamo prekrivalne dvojne zvezde, mi sedimo na samem repu tle na najbolj levi strani, kajti tukaj na tem delu imamo geometrijsko verjetnost marka dovolj visoko, da jih vidimo tle, seveda to so pa vse nebližnje dvojne zvezde. Potem nadaljnji dve študiji sta samo dodali še komplikacije, ki sta pokazali, da to razmerje v tem primeru kažejo v veliki polosi, namesto periodi, kar je pri Keplerjevega zakona seveda enako,
da vidimo, da vsak spektralni tip ima drugačno porazdelitev in zaradi tega je seveda bolj kompleksno. Ravno tako vidimo iz tretje študije, da je ta porazdelitev precej gaussovska, se pravi, vidijo enako kot prva, ampak da je tudi razdeljeno na različne nivoje. Sploščena utira, če pogledamo od periode, kakšna je odvisnost sploščenosti tira, vidimo, da ko gremo na visoke periode, dobimo vse možne sploščenosti, ampak ko sta zvezdi bliže drugi, seveda to pade dol in nimamo tako veliko sploščenosti. Enako opažamo v drugih dveh študijah, kjer so še malo dodatno študirali, kako se to primerja z eksoplaneti, kakšna je povezava, ekscentričnost in dokončno tudi tretja študija kaže čisto isto, da obstaja ta ovojnica, znotraj katere morajo vse zvezde stati. Dokončno masna razmerja. Kakšna so masna razmerja? To je bilo veliko presenečenje, da imamo to delta funkcijo pri 1, se pravi, da dve zvezdi, ki sta dvojčici, tako rekoč, se radi združita, ampak potem, namesto da bi to nekako gaussovsko upadalo, je to kar ravno in to, da je ravno, pomeni, da ko imamo eno zvezdo, druga zvezda je lahko praktično katerekoli druge mase in od tod sledi moja izjava o nediskriminatornosti, katere zvezde so lahko znotraj. In enako opazovanja, samo na drug način, narisana z drugih dveh, črtkana in pikčasta črta tle vam pokaže, kje je razmerje med zvezdami na desni in rjavimi pritlikavkami vmes ter planeti spodaj in vidite spet, da vsa masna razmerja so nekako primerno zastopana. In dokončno, tretja študija nam je pa spet dala zamisliti, kjer so ugotovili, da masno razmerje ne zavisi le od mase zvezde, temveč tudi od periode, na kateri se zvezdi nahajata, kar doda še eno komponento zahtevnosti. Ampak, zdaj, če imamo vse to in razumemo, kar lahko naredimo, je vzamemo te porazdelitve iz opazovanj in skuhamo našo meneštro. Se pravi, črpamo primarne zvezde, sekundarne zvezde in ter izluščim oziroma vzamemo iz porazdelitev, ki sem jih slika prikazal, in iz te meneštre potem lahko sintetiziramo našo populacijo dvojnic. In ko imamo to sintetično populacijo, lahko to primerjamo z opazovanji, kajti zdaj od vse te populacije lahko pogledamo, katere se prekrivajo. In potem te prekrivane dvojnice lahko primerjamo z našimi opazovanji in glede na odstopanja lahko potem popravimo združitvene zakone in iz popravljenih združitvenih zakonov nesemo in skuhamo novo meneštro, iz te nove meneštre dobimo novo sintetično populacijo dvojnic, iz te populacije dvojnic izluščimo prekrivalne dvojnice, primerjamo spet z opazovanji in na ta način umerimo naše združitvene zakone. Kako to izgleda v praksi? Če se na začetku recimo delamo, da so vse periode enako verjetne, damo eno tako ravno funkcijo. Če vzamemo to ravno funkcijo in jo damo v meneštro, dobimo takole napoved. Taka napoved bi morala biti, kakšna je porazdelitev period za prekrivalne dvojne zvezde. To, kar vam pa kažem dol, je pa dejansko opazovana porazdelitev. In potem primerjamo ta srednji s spodnjim grafom in rečemo, ja, to pa ni lih podobno. Zaradi tega moramo popraviti zgornji graf, tako da dobimo spet spodnjega. In tle vam kažem, kaj je po 5. iteraciji in kaj je po 50. iteraciji in vidimo, da to na levi očitno ni prav, to na desni je pa bolj prav, kajti to na desni, taka porazdelitev na desni nam bo dala ta pravo porazdelitev prekrivalnih dvojnic. In zdaj vam pokažem samo še v animaciji, kako to izgleda, iteracija za iteracijo. Zgornji del je izluščena porazdelitev izluščena porazdelitev period vseh dvojnih zvezd, ki nam da
porazdelitev period prekrivalnih dvojnih zvezd, jo primerjamo potem s spodnjo opazovano in na desni strani vam samo kažem, kako se sploščenosti tirov obnašajo, rdeče so opazovane, modre so sintetizirane, vidite spet, da smo kar približno dobri, koliko je sintetičnih sistemov, ki so prekrivalne dvojnice in potem kako se masno razmerje oblikuje. To masno razmerje smo pustili čisto prosto, lahko bi seveda dali tudi našo preskripcijo odprej, se pravi, da mora biti uniformna in potem seveda dobimo rahlo drugačen rezultat. To samo kot ponazoritev vam hočem pokazati, da je samo en parameter, ker drugače je seveda to multidimenzionalna minimizacija. Na koncu dobimo nekaj takega, to je prva ocena, kako mora porazdelitev izgledati na tem nizkem nivoju, na kratkoperiodičnih dvojnih zvezdah. In ravno tako lahko gledamo, kakšna je porazdelitev sploščenosti tirov, ki so rezultat tega modela in vidimo tudi, če primerjamo oboje, da dobimo spet to ovojnico, ki smo jo iz drugih opazovalnih virov tudi opazili. Naprej lahko pogledamo, kakšna je napovedana porazdelitev po galaktični širini. To je napovedana in potem, če primerjamo s tem, kar je opazovano s Keplerjem, kar je tale del, vidite, da lahko da je naklon mogoče malo narobe, ampak kvalitativno vsaj smo kar precej dobri. No, zdaj pa vam hočem pokazati najnovejšega. NASA's newest exoplanet mission. Led by MIT, TESS will find thousands of new planets orbiting nearby stars. During its 2-year survey, TESS will watch a wide variety of stars, looking for signs of planets ranging from Earth-size to larger than Jupiter. Each of TESS's cameras has a 16.8 megapixel sensor covering a square 24 degrees wide, large enough to contain an entire constellation. TESS has 4 of these cameras arranged to view a long strip of the sky called an observation sector. TESS will watch each observation sector for about 27 days before rotating to the next. It will cover the southern sky in its first year and then begin scanning the north. TESS will study 85% of the sky, an area 350 times greater than what NASA's Kepler mission first observed, making TESS the first exoplanet mission to survey nearly the entire sky. Because TESS's observation sectors overlap, it will have an area near the pole under constant observation. This region is easily monitored by the James Webb Space Telescope, which allows the 2 missions to work together to first find and then carefully study exoplanets, expanding our understanding of worlds beyond our own. No, upam, da angleščina ni nobena tuja in da ste dobro slišali, ampak če samo povzamem, TESS je naš najnovejši inštrument, s katerim uradno iščemo eksoplanete, toda dvojnice so seveda skrajno pogoste in enako simulacijo, ki smo jo naredili prej za Keplerja, lahko naredimo tudi za TESS. Če pogledamo, koliko zvezd napovemo, da bo obstajalo, da jih bo TESS opazoval čez celo galaksijo, vidimo tle in če primerjamo recimo, kakšne so naše napovedi, vsaka pikica tle, ki jo vidite, je napoved, kje je ena izmed prekrivalnih dvojnic, kar vam pa tle kažem, malo pokvečeno je zaradi perspektive, ampak to so polja, ki jih opazuje TESS eno z drugim. In vidite, da zaradi tega in z rdečo je pa narisana ekliptična ravnina, ki se je TESS izogiba. No, in ravno zaradi tega vidite, da bomo imeli načeloma vsenebni pregled neba. No, in glede na obiske, tukaj vam z barvo kažem, kakšna je frekvenca obiskov, se pravi, sam ekliptični pol opazujemo ves čas, brez pauze, potem, kolikor greste malo nižje, se pa spustite do tega, da se opazuje enkrat, ampak eno opazovanje pomeni, da en mesec
stremite v isti kos neba in zajemanje podatkov je pa bodisi 10-sekundno, bodisi dvominutno, bodisi 10-minutno, glede na to, a hočete imeti samo, se pravi, glede na izbiro tarče, ki jo gledate. Se pravi, če imate specifično tarčo, jo lahko gledate vsakih 10 sekund, če pa ni specifična, pa celo polje, ki ga opazujete, potegnete dol vsakih 10 minut. In zaradi tega vam hočem pokazati tlele, imam z vijolično barvo, vam kažem vse znane dvojne zvezde in tale gmota tlele, to je seveda iz Keplerja in zato jih poznamo največ, ker tam smo jih našli največ, ampak zdaj jih počasi najdemo še povsod drugod. To so vse znane tik preden je TESS začel leteti. Tole je pa rezultat, ki smo ga ravnokar objavili v reviji, kjer smo najdli slabih 4600 novih prekrivalnih dvojnic in predvidevam, da vas bega, zakaj je ta luknja tlele. Ta luknja tlele je zaradi tega, ker je TESS moral premakniti svojo pozicijo malo bolj stran od ekliptične ravnine, zato da se izogne zodiakalni refleksiji, ki bi pokvarila natančnost. In zaradi tega, da se izognemo tem delom, se je premaknil za 24 stopinj bolj severno. To je pa rezultat iz nabora 10-minutnih opazovanj. Vsaka pikica tukaj je prekrivalna dvojna zvezda. Naše število trenutno je 600,000 prekrivalnih dvojnic. In ker imamo 600,000 prekrivalnih dvojnic, to nam seveda omogoča praktično nemoteno analizo, kaj se dogaja, in to je nekaj, kar je v teku trenutno. Jaz vam bom za konec pokazal samo še porazdelitve, ki jih opazujemo iz prvega nabora, recimo porazdelitev po periodah, kakšno opažamo. Zanimivo je mogoče primerjati zaradi tega, da vam pokažem, kaj ta enomesečno opazovanje nam omogoča. Se pravi, še vedno z modro vam kažem, kaj je TESS. Če opazujete dlje, dobite to, kar je Kepler opazoval, kar je ta oranžna barva, in vidite, da dobite še te dolgoperiodične dvojnice, ki jih sicer izgubite. Če pa opazujete samo z Zemlje, kot naprimer ogelj, imate pa velik vrh na začetku, ampak potem izgubite vse te daljše periodične sisteme. Zanimivo je vprašati se, a je kaj posebnega pri teh dvojnicah, in zato lahko pogledamo, koliko so svetle dvojnice v primerjavi z vsemi zvezdami, in vidite, da je porazdelitev kar primerljiva, se pravi, ni nič posebnega z dvojnimi zvezdami v primerjavi z vsemi zvezdami. Porazdelitev po galaktični širini je nekaj, kar je zelo zanimivega. Seveda vidite ta vrh pri galaktičnem disku. To ni posledica večjega števila zvezd, kajti normiramo na število zvezd. To je posledica tega, da so zvezde v disku mlajše, in če so mlajše, je geometrijsko bolj verjetno, da so večje. In če so bolj večje, to se pravi, je fizikalno bolj verjetno, da so večje, in ker so večje, je geometrijsko bolj verjetno, da so prekrivalne. In zaradi tega vidimo ta vrh. Zanimivo je potem seveda pogledati, kakšna je porazdelitev širin primarnih in sekundarnih mrkov. Imamo dva različna modela, ki sta rahlo drugačna, zato dvojna histograma. Če se spomnite od začetka, čas trajanja mrka nam pove, kakšna je velikost zvezd, potem kakšna je razdalja med mrkoma v faznem prostoru, nam pove, kakšna je sploščenost tera, in iz tega lahko izluščimo parametre tera, se pravi orbita, kakšna je. Dokončno lahko pogledamo, kakšno je razmerje med globinami mrkov, kar nam pove, kakšno je razmerje, približno razmerje med površinskama temperaturama obeh zvezd. In če vse to daste skupaj, nenadoma za 600,000 zvezd, ko jih bomo imeli dokončane,
dokončno lahko rečemo, da bomo imeli res reprezentativen vzorec, da bomo lahko razumeli porazdelitve ne samo dvojnih zvezd, ampak vseh zvezd. In zaradi tega izjavljam, da nam test omogoča prečkati vse dosedanje omejitve, kljub temu, da je Kepler bil fantastičen, in želim celotno to predavanje povzeti v eni sami sliki svoje takrat 5-letnice, zdaj že skoraj 7-letnice, in to je tole. In s tem se bom ustavil in upam, da imate kakšno dobro vprašanje za me. Hvala lepa. Andrej, najlepša hvala za to odlično predavanje, pa tudi, da si se tako dobro potrudil in imel tako lepo predavanje v slovenščini. Hotela sem že na začetku povedati, danes sem slišala, da je Mednarodni dan maternih jezikov, tako da se še posebej zahvaljujem Andreju, da je obeležil tudi to za smul predavanje v maternem jeziku, ker sama iz lastnih izkušenj vem, da sploh ni lahko, ko si navajen predavanje iz angleščine, tako da res najlepša hvala. Pa bi zdaj povabila vse, če imate kakšno vprašanje, lahko jih pošljete v chat ali pa kar dignete roke, pa vam bomo dali besedo. Pa še predavanje je posneto, tako da si lahko ogledate posnetek še v prihodnosti, če kaj niste ujeli vseh informacij. Tako da kar prosim, če ima kdo kakšno vprašanje. Evo, že imamo eno vprašanje od Davida Tomažiča. Katera je najbližja prekrivljena dvojna zvezda in koliko daleč je stran? Se pravi, to, da razložim, kaj je bližina načeloma ni tako pomembna, kot je naša zmožnost razločati jo. Dejanskega odgovora ne vem. Ne vem, katera je najbližja. Vem pa, katero je najlažje opazovati, in to je algol. Algol je absolutno najbolj preprost za opazovanje v smislu dejanskih velikosti. Namreč, če bi imeli, predstavljajte si, da imate najmanjše zvezde tipa M. In če imate dve zvezdici, mičkeni, tudi če sta blazno blizu, recimo kot je naša najbližja zvezda, Proxima Centaura, tudi z najboljšimi inštrumenti je trenutno ne moremo razločiti. In če se bi prekrivala, nam ne bi nič pomagalo, še vedno je ne bi mogli razločiti. Algol je največja zvezda, ki je prekrivalna in jo lahko razločimo, Šelijak je druga in zaradi tega od vseh, ki jih imamo te dve zvezdi. Odgovor je pa, se pravi, vprašanje je zelo dobro. Ne vem, katera je najbližja prekrivalna dvojnica nam. Dve najbližji praktični dvojnici sta pa Algol pa Šelijak. Če pride do vprašanja, jaz imam veliko vprašanja, ampak recimo eno me zanima, to se pravi, iz tega bi zaključila tvojega predavanja, praviš, da je več dvojnih zvezd, kot je enojnih zvezd. Kar bi pomenilo, da se zelo rade zvezde poročajo med sabo. To se pravi v bistvu kaj, da se enkrat v svojem življenju se ujamejo in potem ostanejo skupaj. Rodijo se skupaj. Bolj, kad se poročajo, so bratje pa sestre. In sicer tako bi rekel, verjetnost pada s padajočo maso. In če bi hotel biti čist pošten in bi zgeneraliziral na vse zvezde, potem bi rekel, da večina vseh zvezd je enojnih. Ampak to samo zaradi tega, ker je približno 70% vseh zvezd tipa M. In te imajo samo približno 25 do 30% verjetnost, da so v dvo ali več zvezdih. Ampak zvezde, ki jih vidimo s prostim očesom, so pa zvezde tipa Sonce, malo svetlejše, malo temnejše, tam je pa verjetnost okoli 60%. Če smo pa pri najbolj vročih zvezdah, tam je pa verjetnost 100%. In sicer rečejo ponavadi, da so vse masivne zvezde dvojne, tudi enojne. Zaradi tega, ker tiste, ki so zdaj enojne, so svoje čase bile dvojne in so se združile v enojno zvezdo. Tako da je
ne smemo ravno pomesti pod preprogo dejstvo, da je ta odvisnost kar precej močna, ampak še vedno na pamet bi vseeno rekel, da vse zvezde, ki jih lahko vidimo in študiramo, večina njih pa je dvojnih. Tudi imamo zdaj še eno vprašanje v chatu, in sicer, kako velika je pa verjetnost več kot dvojnih zvezd, naprimer trojnih ali četvornih ali več? Ja, zelo dobro vprašanje. Precej velika. Se pravi, od vseh dvojnih zvezd, prekrivalnih dvojnih zvezd, ki smo jih opazovali, je približno 20% vsaj trojnih. Se pravi, spet, tukaj gre za še en red velikosti povečanega dimenzionalnega problema, kajti gravitacijske interakcije v več zvezdih so nujno kaotične. Že v dvozvezdih so nujno kaotične, ampak stabilnost teh sistemov je veliko, veliko daljša, meri se v milijardah let. Dokler v trozvezdih in več zvezdih, če zvezde niso hierarhično razdeljene, se pravi, da imate dve zvezdi, kjer se druga vrti okoli druge, in potem tretjo, ki čuti samo središče tega dvozvezdja kot masno točko in se vrti okoli tega kot neko lastno dvozvezdje in tako naprej, taki sistemi ne bojo stabilni. In ravno zaradi tega verjetnost dolgoročne stabilnosti postane problem dinamičnega kaosa. In zaradi tega ni tako preprosto, kot samo reči, ja, od spektralnega tipa je odvisno. Je bolj zoprno kot to. In zanimivo je, da recimo v 4 letih opazovanja Keplerja smo neskončno presenečeni bili, da smo od teh 20% trojnih sistemov, ki smo jih videli, zaznali nekaj ducatov sistemov, kjer se je orbita znatno spremenila v teh 4 letih zaradi interakcije s tretjim telesom. Kar pomeni, da te znatne perturbacije sistemov so še vedno aktivne in dejstvo, da smo našli za recimo reda velikosti 20 ali 30 sistemov, da so te spremembe tako znatne, to pomeni, da se ves čas dogajajo. Ne more biti naključje, da smo ravno takrat gledali, ko se je kaj dogajalo. In iz tega sklepam, da je vesolje zelo dinamično. Ampak glede samih verjetnosti pa predlagam članek iz 2010. leta, ki sem ga citiral. Ragavan je prvi avtor. Tam podajajo izmerjene verjetnosti za dvojne, trojne in četverne sisteme. In to so malo so premiske ocene, dejanske vrednosti, zdaj 12 let kasneje vemo, da so malo višje, ampak red velikosti je pa kar prav. Imamo eno dvignjeno roko, Andrej Mohar, moram jaz tole unmuted. A se lahko sami ja, lahko je. Živijo, se slišimo? Živijo, Andrej. Živijo, Andrej, čestitke za super zanimivo predavanje, res fantastično. Imam 2 vprašanje, in sicer v glavnem, kot sem videl, kar si pokazal, tiste kratkoperiodične dvojnice nekako znamo, ker so bliže skupaj in je večja verjetnost, da se prekrivajo. Kaj z ostalimi, ki so malo bolj narazen, ker je pač, tam so pa drugi problemi. In pa še drugo vprašanje, kaj nam, ki smo na tej bogi zemlji z neprosojno atmosfero, oblaki in tako naprej, ali imamo še kaj upanja, ali bo šlo vsa opazovanja, ali bo došla vsa opazovanja v vesolje na satelite? No, najprej odgovorim prvo vprašanje, ki je bolj preprosto. Ja, za umeritve nam dolgoperiodične dvojnice ne pomagajo kaj veliko. To ne pomeni, da so nekoristne, kajti iz spektroskopskih meritev lahko določimo njihova masna razmerja, razdalje in tako naprej. Toda radio pa ne moremo dobiti. Za radij nujno potrebujemo prekrivalne dvojne zvezde. Radijev drugače preprosto ne moremo dobiti. Nikjer v astronomiji, pokazal sem interferometrijo, astroseizmologi
nas skušajo prepričati, da znajo določati radije do tam nekje 10% natančno in jim zaupam, ampak kot sem pokazal, 10% preprosto ni dovolj. Rabimo boljše. In izkaže se, da lahko naredimo boljše z prekrivalnimi trojnimi sistemi. Lahko pridemo do natančnosti približno 0,1%. Ampak to je celo drugo predavanje in s tem vas zdaj nočem preveč utrujati. Ampak dejstvo je, da res potrebujemo te natančnosti. Tako da dolgoperiodični sistemi vis-a-vis spektroskopskih opazovanj so seveda zelo koristni, ampak nam ne dajo celotne slike. Rabimo seveda več. Ampak ne rabimo več. Kot sem vam pokazal, 600,000 dvojnic prekrivalnih trenutno imamo in če določimo vse te umeritvene zveze med masco, radijem, izsevom in tako naprej, to je zelo dobro posplošljivo na vse ostale sisteme. In zaradi tega mislim, da ne zgubljamo preveč informacije, če se odpovemo tem dolgoperiodičnim. Zdaj pa drugo težje vprašanje. Osebno se nisem dotaknil zemeljskih opazovanj več kot desetletje. Kajti za profesionalno astronomijo so sateliti tako neprimerno boljši. Nimamo diurnega problema, se pravi dejstva, da imamo dan in noč, nimamo problemov vremena, nimamo nobenih tovrstnih problemov, tako da moja izjava za poklicno astronomijo je po moje precej presunljiva in to je, da kaj se dogaja na Zemlji ne vpliva znatno na znanost. Toda, kot bivši astronom amater, pa seveda me pa skrajno boli, kaj se dogaja s svetlobnim onesnaženjem, kaj se dogaja z konstelacijami, satelitskimi konstelacijami in tako naprej. Zaenkrat nimamo satelitov, ki bi nam postregli z vsemi podatki, recimo nimamo dobrih spektrografov, ki bi lahko opazovali vse nebo. Tako da vsake toliko časa seveda še vedno moramo uporabljati zemeljske observatorije. Ampak zdi se mi, da smer, v katero gre poklicna astronomija, je spraviti te inštrumente izven atmosfere. In tudi, če ne bi bilo svetlobnega onesnaženja, problem atmosfere je še vedno ta, da nam ne omogoča doseči uklonskih omejitev, ampak smo vedno omejeni na to približno eno ločno sekundo natančnosti in pač s tem se bi zmeraj moral pomiriti. Je pa seveda globoko res, da humanistični del naše vede je pa še kako pomemben in prepogosto zanemarjen in s tem se seveda strinjam s tabo, Andrej, da ne kaže, da bo kaj boljše, ker ljudje se premalo zavedajo vpliva, vsaj na globalnem nivoju. Lokalno seveda marsikaj narediti, ampak na globalnem nivoju je pa kar problematično. Zdaj, če ni drugih vprašanj, še kakšno vprašanje? Aha, tukaj imamo še eno roko. Martin. Zdravo, Andrej. Super predavanje, hvala. Veš, kaj me zanima? Ko si naredil graf porazdelitve periode, in na način si ga napovedal, da bo v povprečju flat. Verjetno zato obstaja neki dober statistični model, ker nekdo to verjetno potem tako trditi, je kar divji. Zato obstaja verjetno neka smiselna statistična razlaga. Sam to, ko te prekinem, misliš na periode ali na masne? Na periode. Perioda napovedano, porazdelitev period je logaritmska, to je v logaritmska, da je flat, to je, da je porazdelitev v logaritmu, ko zgleda, da je flat. Ja. To je verjetno to se dobro razume, verjetno, ne? Log Gaussovska. Ja, se dobro razume, ja. Veš, kaj potem me zanima izmeritev, zakaj
težko potem takšnem dobiti dobro populacijo v prenizkih periodah. Očitno pri nizkih periodah se ti ne ujame teorija z empiriko. Kaj temu botruje? Interakcije. Če ne bi bilo interakcij, če bi vse bilo termalno porazdeljeno, kar napove to log-gaussovsko porazdelitev, če ne bi bilo interakcij, bi videli dejansko ta rep Gaussovke in bi to bilo vse, kar je. Ampak zaradi tega, ker imaš toliko interakcij med, ne samo se pravi, če imaš trozvezdje, je to jasno, ne, da če prileti tretja zvezda mimo, ti bo pokvarila tvojo porazdelitev period, kar pokveči sistem vsakič, ko prileti skozi, in če jo potem gravitacija vrže ven iz sistema, je ni več, ti vidiš dvozvezdje. Ekstremno nestabilnost od konfiguracije. No, ampak dodatno je pa še to, da tudi če nimaš treh zvezd, če imaš samo dvozvezdje, ki je dovolj blizu, plinske sile grejo z 1 z R na 6. Ne? Se pravi, vsaka posamezna je R na 3, ne? Ampak ko poskušaš sklopiti dve interakciji, je to R na 6 in zaradi tega moraš biti zelo, zelo blizu, da začne to vplivati, ampak ko začne vplivati, potem to vodi v sinhronizacijo in cirkularizacijo. In ta efekt se, bom rekel, pod narekovaji prižge tam nekje pri periodah med 10 in 15 dni. Ampak v tem takšnem obstaja tudi neka razlaka od deviacije statističnega, torej flat porazdelitve v neke malo bolj, kako bi rekel, neke bolj blizu te empirične porazdelitve. Prav obstaja, ne? Torej... Problem seveda je, da ta empirika je povsem kaotična. Se pravi, ne veš, kaj je dokončen izid in to, kar trenutno razlagam, je rezultat na podlagi 4000-5000 dvojnic. Ko bomo opravili naših 600,000 dvojnic, upam, da bomo prišli do stacionarne rešitve, kjer bomo videli, kaj se zgodi povprečeno čez mnogo dvojnic, čez mnogo evolucijskih kanalov, ki nas pripelje do končnega stadija te porazdelitve. Ampak trenutno ne vidimo, kljub temu, da se sliši 5000 mogoče veliko, ni. Smo še vedno v tem področju malih števil, kjer statistika ni dobro, ni rigorozno omejena, kot bi želeli. Ja, jaz se strinjam, 5000 ravno za dobro statistiko ravno ni, pa to je razlaganje nekega modela, kako bi rekel, fizikalnega modela, ni ravno dosti, ampak ja, torej očitno se da v tej smeri nekaj razmisliti pa narediti. Aha, ok, največ ti hvala. Jaz bi rada za na koncu sem postavila še eno biološko vprašanje. In sicer me zanima še te eksoplaneti. Torej, če iščemo planete okrog po vesolju, po galaksiji, pa praviš, seveda so tudi pri teh dvojne zvezde, imajo tudi eksoplanete, ampak če pa iščemo planete, ki bi lahko imeli življenje, a je zdaj možno, jaz bi se predstavila, da te dvojne zvezde bo malo bolj turbulentno vse skupaj, tako da a je možno najti na dvojnih zvezdah planet, kjer bi ustrezal tem pogojem, da bi si lahko predstavljali, da tam življenje obstaja. Možno je in je že najdeno. Zdaj, naj samo par stavkov povem, preden odgovorim konkretno na vprašanje. Se pravi, v dvojnih zvezdah načeloma obstajata dva tipa planetov. Prvi tip planetov je, da se vrti planet okoli ene same zvezde in če je dvozvezdje dovolj široko, potem je to minimalna razlika od enojne zvezde. Sta pač dve zvezdi, v redu, ampak če je druga dovolj daleč, to pomeni, da nima praktične implikacije na dvozvezdje in na habitabilnost življenja. Toda, če je pa planet, ki kroži okoli obeh zvezd, temu rečemo binarni planet, potem imaš pa seveda zelo prav. Potem, glede na konfiguracijo notranjih zvezd, je insolacija, se pravi obsevanje planeta, močna funkcija časa. In mi definiramo
to cono, življenjsko cono, kot možnost obstajanja tekoče vode na površju, seveda ob predpostavki, da vse ostale parametre planet tudi izpolnjuje, se pravi, da ima atmosfero, ki je dovolj gosta, da lahko pritisk je dovolj velik, da ima tekočo vodo in tako naprej. No in ta cona, recimo tle v našem osončju, je tam nekje med 0,9 do 1,5 astronomske enote, kjer je astronomska enota oddaljenost med Zemljo in Soncem. Se pravi, je kar široka, med 0,9 in 1,5. Zdaj, v odvisnosti od tega, kako definiramo točno, ali rabimo ta toplogredni pobeg, ali je dovolj samo to, da dvignemo dovolj oblakov v stratosfero, da naredimo že totalno katastrofo. Je malo fleksibilnosti okoli definicije, ampak vendarle, če premislimo, da je cona široka med 0,9 in 1,5 astronomske enote, to pomeni, da dokler je planet znotraj te cone, je po definicijskih pravilih še vedno naseljiv. Se pravi, da se pričakovati, da življenje obstaja. Seveda, klima na takem planetu bo znatno bolj dinamična, kot je tukaj, kar tudi naši trenutni eksperimenti z globalnim segrevanjem kažejo, kako povečano globalno segrevanje vpliva na dinamiko klime. Tam bo to seveda še toliko bolj izrazito, ampak izjava še vedno drži, da ukolikor je ostalim pogojem zadoščeno, bomo imeli tekočo vodo na površju takega planeta. No, in Kepler je odkril eno večplanetje okoli dvojne zvezde, kjer je eden, mogoče pa celo dva planeta sta v ocenjeni tej habitabilni coni. In ravno zaradi tega je to seveda, kot si lahko mislite, vsi kličemo ta planet Tatooine, zaradi tega, kljub temu, da je uradno Luna v vojni zvezd, ampak kot ljubkovalno pa seveda kličemo ta sistem Tatooine. Ok, odlično. Najlepša hvala. Hvala vsem, hvala Andrej še enkrat za to odlično predavanje, pa vsem, ki ste se priključili in ste danes nas poslušali. In bomo nadaljevali s temi predavanji SMU, tako da vas lepo vabim tudi na naslednje predavanje, ki bo verjetno konec marca, boste dobili še obvestila. Tako da hvala vsem in lep pozdrav v Filadelfijo, lep pozdrav vsem v Ljubljano in kjerkoli še ste. In se vidimo naslednjič. Adijo. Hvala, nasvidenje. Adijo, hvala, super, čudovito. Hvala. Hvala.